Pozdravljeni! Za nami je še teden dni več karantene in kljub sprostitvi določenih ukrepov in omejitev po podatkih NIJZ ni bilo zaznati znatnega povečanja števila novokoronavirusnih okužb, kar je še en dokaz, da smo s svojim ravnanjem in upoštevanjem pravil stopili še dodaten korak v pravo smer, v smer popolne zajezitve širjenja COVID-19. Vlada je na seji v torek 21. aprila sprejela nekaj dopolnitev prvega protikorona paketa in predlog novega zakona o zagotovitvi likvidnosti gospodarstvu in posledično prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi. Oba predloga je predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Vlada Republike Slovenije je 19. marca 2020 zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni koronavirusa določila pogoje vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Italije. Ker se razmere spreminjajo in vlade rahljajo sprejete ukrepe, se bodo postopoma odpirali tudi mejni prehodi z Italijo. Zato prosimo občane občine Kranjska Gora in občane občine Jesenice, ki dnevno hodijo na delo v sosednjo Italijo, da to sporočijo na občino Kranjska Gora na telefonsko številko 04 5809 800 ali pošljejo pošto na elektronski naslov obcina@kranjska-gora.si. Na osnovi teh informacij bomo lahko pristojnim sporočili, kolikšno število dnevnih migrantov bi prešlo mejni prehod Rateče in kako pomembno je, da se ta mejni prehod odpre. Rahljanje ukrepov se pozna tudi na področju izvajanja lekarniških dejavnosti. Iz gorenjskih lekarn so sporočili, da so ponovno vzpostavili sistem vračanja starih in neuporabljenih zdravil v lekarne. Prav tako sporočajo, da v lekarnah ni več pomanjkanja zaščitnih mask in razkužil. Še vedno pa so enote gorenjskih lekarn odprte po skrajšanem delovnem času. Ker se zdravstveni sistem z rednimi ambulantami čedalje bolj vzpostavlja nazaj, bodo tudi odpiralne čase lekarn postopno podaljševali oziroma le te prilagajali delu ambulant. Odpiralni čas lekarne Kranjska Gora je od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure. Ker se vedno glasneje govori o odpiranju državnih meja in odpravi večinskega dela omejitev in o postopnemu zagonu gospodarstva, je Turizem Kranjska Gora pripravil anketo namenjeno turističnemu gospodarstvu Kranjske Gore. S pridobljenimi podatki se bo pripravila analiza trenutnega stanja ter predlogi ukrepov za Slovensko turistično organizacijo in MGRT za predvideni tretji paket pomoči v turizmu. Ponovno naprošajo vse, ki so po elektronski pošti že prejeli anketo, da le to čim prej izpolnijo, obenem pa se zahvaljujejo vsem, ki so to že storili. Pred nami je podaljšani konec tedna, saj v ponedeljek obeležujemo državni praznik, dan upora proti okupatorju. Želimo vam prijetno preživeti vikend. Ponovno vas vabimo na spletno stran www.kranjska-gora.si, kjer je zbranih mnogo razvedrilnih in poučnih vsebin. Zgodbe s kavča, kuharski video recepti, seznam lokalnih ponudnikov in pester nabor aktivnosti za čas, ko smo doma. Če se boste tekom podaljšanega vikenda odpravili v gost ali na sprehod v naravo, pa vas vljudno naprošamo, da upoštevate vsa opozorila na tablah, se držite označenih poti in spoštujete življenjski prostor živali in rastlin. Preprosto, ne prevladujejo tišina in zvoki narave. Zdaj je čas, da se naučite uživati v naravi, ne da bi puščali sledi. Zahvaljujem se vam za spremljanje dnevnega obvestila in vam želim prijeten vikend in praznični dan, ki so pred nami. Upoštevajte navodila in ravnajte samozaščitniško. V primeru slabega vremena pa se odpravite kar v domačo kuhinjo in preizkušajte nove recepte. Imejte se lepo!